Težka fosilna goriva vsebujejo žveplo in dušik. Med izgorevanjem nastajajo oksidi, ki se v ozračju vežejo na vodo, in trdni delci. Pri tem nastane kisli dež, ki onesnažuje vodo in prst. S prehodom na lažje energente lahko tovrstne obremenitve okolja zmanjšamo. Nadomeščanje energentov s čistejšimi je eden od načinov, s katerimi omogočamo prehod v trajnostno družbo. Evropska strategija alternativnih goriv utekočinjen naftni plin navaja kot eno od 5 alternativnih goriv. Z našo pomočjo ga je v osrčju Posočja uvedla tudi kobariška mlekarna Planika. Vizija mlekarne Planika je najprej odkupiti vse, kar je pridelano v tej dolini, se pravi vse mleko, ki ga naši kmetje, ki so tudi drugače naši 100% lastniki mlekarne Planika, da odkupimo vse, kar oni pridelajo, potem predelamo v najboljše možne proizvode in jih potem tudi prodamo na slovenskem tržišču. Po drugi strani pa je vizija mlekarne Planika tudi ta, da ohranimo to okolje, v katerem živimo, ker smo izredno ekološka mlekarna, imamo tudi sami svoje ekološko posestvo v Bovcu in vsem tem vrednotam moramo slediti v vseh pogledih. Obrat v mlekarni Planika poganja vodna para. Vodno paro v mlekarni Planika uporabljajo za procese predelave mleka in pa za ogrevanje objektov. Pred prehodom na utekočinjen naftni plin so vodno paro več desetletij proizvajali s težkim kurilnim oljem. Locirani smo v Kobaridu, v samem mestu, zato je tudi to pomembno, da res izpuščamo v ozračje minimalne delce, ki vplivajo na to, kaj dihamo, kako dihamo in oziroma kako ohranjamo okolje. Smo podjetje, ki mora skrbeti tudi za ekonomsko učinkovitost, tako da so prihranki, rezultati, ki jih beležimo, so pozitivni. Kar je pa še najpomembnejše je to, da minimalno onesnažujemo okolje. Delo samo je potekalo, moram pohvaliti tu sodelovanje s Petrolom, izjemno dobro. Sama mlekarna Planika narejena bila že pred 60 leti in prilagojena takratnim razmeram. Zato so tudi naredili tako velik dimnik, zato smo pri zamenjavi energenta morali sanirati tudi ta dimnik, visok dimnik. In njih smo dobili junaka, razen alpinistov, da so šli na dimnik, splezali na dimnik in na vrveh zamenjali tisto, kar je bilo potrebno zamenjati. Proizvodnja pare v mlekarni Planika je energetsko potratna, saj dimni plini presegajo temperaturo tudi 200 stopinj Celzija, kar predstavlja zavrženi del toplote, ki bi ga lahko koristneje uporabili pri segrevanju napajalne vode. Izkoristek energentov bi lahko v mlekarni Planika izboljšali tudi za zamenjavo kotla, k čemer bi še več prispevali k boljšemu okolju in pa za optimizacijo proizvodnih procesov in pa razvoda pare. Kmetijska industrija je velik onesnaževalec okolja. Petrol je s svojimi rešitvami sodeloval že preko 30 projektih v kmetijstvu. Svoje rešitve pa smo razvili tudi za živilsko industrijo, za kovinsko predelovalno industrijo in še bi lahko naštevali. Darovi, ki nam jih ponuja narava, so neprecenljivi. Z uporabo čistejših energentov jih bomo lahko ohranili tudi za prihodnje generacije in obenem še prihranili. Petrol. Energija za življenje.